Spoštovani, strokovna skupina, ki pod okriljem Državnega sveta pripravlja koncept ustanovitve pokrajin in zakonske rešitve na tem področju, je ravnokar zaključila sestanek. Približno 50 udeležencev iz strokovnih krogov, nekaj predstavnikov tudi Državnega sveta, je danes prišlo do zaključka, da je proces navkljub menjavi vlade potekal nemoteno, da se bližamo k uspešnemu koncu tistega, kar nam je predsednik republike zastavil kot nalogo. To se pravi, da pripravljamo zakonski okvir, iščemo soglasje lokalnih skupnosti in pripravljamo klimo za politično odločitev ustanovitve pokrajin. Ta kriza COVID-19 je pravzaprav pokazala, da smo na pravi poti in razgalila slabosti centraliziranega vodenja in upravljanja države. Nekako smo prišli do zaključka, da je delo, ki je bilo opravljeno kakovostno, s terena ne zaznavamo nobenih nasprotovanj in če bo potekalo tako, kot je bilo zastavljeno še naprej, predvidevamo, da bomo s koncem letošnjega leta vse tisto, kar je bilo predvideno za strokovno skupino in Državni svet uspešno zaključili in od tu naprej so na vrsti zakonodajalci. Jaz bi prosil moje sogovornike, predstavnika Zveze občin Slovenije oziroma skupnosti, vi ste zveza, ne? Skupnost občin Slovenije in potem dr. Brezovnika in dr. Trpina, da vam podajo nekaj svojih vtisov z današnjega dogajanja. Sam bi pa strnil s tem, da se mi zdi, da je projekt ob prvih porodnih težavah dvomu javnosti in tudi politike začel dobivati čedalje večjo podporo in da teče v pravo in pozitivno smer. Hvala lepa. Lep pozdrav. Tudi kot predsedujoči skupnosti občin izražam veliko zadovoljstvo, da se proces ustanavljanja pokrajin kljub virusu in menjavi vlade, kot je bilo povedano, nadaljuje in s tem kaže neko državotvornost in bi lahko bil mogoče v nekem pogledu tudi vzor nekaterim drugim projektom, ki včasih zastanejo, ko se menja politična oblast. Projekt je pomemben in državotvoren tudi zaradi tega, ker je prišel od spodaj navzgor. Pobude so bile danes strani županj in županov in zahvaljujem se Državnemu svetu in strokovni komisiji, da drži tempo tega projekta, ki je sedaj tako daleč, da smo pred ključnim vprašanjem, na katerega bomo našli odgovor. Kako bo potekalo financiranje pokrajin, kajti če ne odgovorimo na to vprašanje, potem ne dobimo odgovor na bistveno vprašanje. Pokrajine morajo imeti svoj vir financiranja in smisel ustanavljanja pokrajin je ustanavljanje razvojnih pokrajin. Kajti v Sloveniji imamo nesorazmerno in neenako razvite pokrajine, ki, to sem prepričan, jih bomo sorazmerno razvili, ko bo ta projekt tudi zaživel v življenju. Sam virus je pokazal prav tako na veliko pomanjkljivosti. 212 občin je ustanovilo 212 občinskih štabov civilne zaščite, 212 županj in županov je izvajalo 212 različnih ukrepov, seveda vsi so bili dobronamerni. Pokrajine bi v primeru, da bi že danes bile ustanovljene, lahko rešile veliko vprašanj, tudi povezanih z prehransko samooskrbo, tudi povezanih z dobavo zaščitne opreme in še kaj. Torej, tudi ta virus kriza je pokazala na potrebo po ustanavljanju pokrajin in vsa tri združenja občin smo kot partner v tem procesu aktivno vključena in bomo tudi v prihodnje. Hvala lepa. Spoštovani, zdaj, kar se tiče dela same strokovne skupine, smo praktično v tem času in s tem posvetom zaključili drugo fazo, ki se nanaša na pregled vseh pristojnosti nalog, ki naj bi se v časovnem obdobju do leta 2030 prenesle v pristojnost pokrajin. Na tej osnovi je strokovna skupina pripravila predlog sprememb in dopolnitev 157 zakonov, kar gre za izrazito velik in obsežen del naše zakonodajne ureditve. Takoj za tem delom pa smo že pristopili
v tretjo fazo, to je pripravo osnutka zakona o financiranju pokrajin in pa pripravi ocene finančnih posledic prenosa nalog v pristojnost pokrajin, pri čemer pa sodelujejo vlada skupaj z ministrstvi. Mi predvidevamo, da bi to tretjo fazo sklenili do 10. junija, zatem bomo imeli še posvet in po tem delu bo sledila javna razprava o osnutkih pokrajinske zakonodaje, ki jo nameravamo zaključiti nekje do konca meseca oktobra. Posebnih dilem in posebne razprave glede samih pristojnosti nalog ta trenutek v strokovni skupini ni bilo, je pa širša javnost, tako kot strokovna, pozvana k temu, da lahko poda še dodatne pripombe, predloge, ki jih bo strokovna skupina ustrezno proučila in seveda potem sklenila celotno naše delo. Hvala. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Včasih se stvari zgodijo same po sebi, neodvisno od naših želja in našega delovanja. In tako je tudi sedanjo situacijo, kjer smo se srečali z veliko krizo, to je krizo koronavirusa. In tu se je pokazalo, da ti potrebuješ posebne in ustrezne upravne sisteme, ki so sposobni odgovoriti na to krizo. In v tem smislu potrebuješ tudi umestno raven upravljanja, kajti nekatere odločitve, predvsem pa poznavanje terena, so za centralno upravljanje predaleč. In ta kriza je pokazala ravno to, kako bi bili lahko mnogo bolj učinkoviti, če bi imeli ustrezno strukturo upravljanja že na tej ravni, kateri danes nimamo. Kar zadeva pa samega postopka ustanavljanja pokrajin, moramo vedeti, da gre tu za proces. Tu ne gre za enkratno dejanje, kajti vsak upravni sistem ima 3 temeljne funkcije in prvo bom začel s te strani, seveda je razvojna funkcija. Vsi vidimo pokrajino kot nek razvojni upravni sistem, pri čemer je ta funkcija, prenos te funkcije, mogoče najbolj enostaven iz preprostega razloga, ker ne zahteva kakšnih zelo kompliciranih normativnih okvirov. Drugi del so javne službe, torej dejavnosti splošnega pomena, ki so urejene so na centralni ravni, na evropski ravni, tu ni velikih normativnih problemov, večji problemi so samo to, kako te dejavnosti organizirati uspešno, da bodo učinkovite in racionalne. In tretji del pa je zadnji del, to je prenos v bistvu dejanskih oblastnih pristojnosti iz centra države na pokrajine. To pa je seveda postopen prenos, kajti ta prenos zadeva več kot 50 različnih zakonov, ki jih je treba spremeniti, prilagoditi temu prenosu in to ni stvar, ki je v bistvu zelo zahtevna. Če pa seveda samo da zaključim, to primerjamo seveda oblikovanje pokrajin z procesom ali načinom nastanka prve stopnje lokalne samouprave, to je občin leta 1995, lahko ugotovimo, da je bila tedaj v bistvu situacija bolj enostavna. Iz preprostega razloga, ker smo že imeli strukturo. Ta struktura so bile stare jugoslovanske občine, kjer smo pristojnosti potem razdelili med nove občine in novo teritorijalno upravno strukturo državne uprave, to je upravne enote in je bilo glede tega ta proces bolj enostaven. Danes oblikujemo nov sistem in iz tega razloga bo to oblikovanje nekoliko bolj postopno in bo treba v bistvu izdelati še marsikaj, vsekakor pa bo treba v bistvu določiti časovnico, kako bomo v bistvu prenašali naloge in na kakšen način se bodo pokrajine, rodile in potem tudi zaživela. Hvala lepa.